Vem, da je to tvoja ugotovitev, ampak to ni bilo moje vprašanje, kaj ne? To je bil moj odgovor. Ti zaostruješ ta pogovor. Človek pazi, da ne boš njega prizadel. In se opravičujem. Tega. Floridski plastični kirurg dr. Ben Brown je obtožen, da je ubil svojo ženo med kozmetičnim posegom, vendar obramba trdi, da znanost tega ne podpira. Niste toksikolog, kaj ne? Nisem toksikolog. Porota bo morala odločiti, kateremu od obeh strokovnjakov bo verjela. Popeljala vas bom v to napeto sodno bitko in razložila, zakaj bi lahko sodnikova odločitev postala ena najpomembnejših odločitev, še preden se sojenje dr. Brownu sploh začne. Sam and Jeanette Levy into Law and Crime. Hillary Brown je bila mama, imela je 2 hčerki, sina in družino. Bila je poročena s plastičnim kirurgom, dr. Benom Brownom, in z njim je delala v njegovi kliniki. 21. novembra 2023 je vstopila v to kliniko zaradi nečesa, kar bi moral biti rutinski poseg. Nič takega, česar ne bi že prej naredila, a tokrat ni nikoli več odšla iz klinike. Pokličite 112, policija, gasilci, reševalci. Imam nujen primer. V redu, koga potrebujete? Policijo, gasilce ali reševalce? Reševalce, imamo nestabilnega pacienta. V redu, povejte mi naslov. Pokravljeni. Gospa, kakšen je vaš naslov? V redu, ste zdaj tam s pacientom? Da. V redu, pomoč je že na poti. Kaj točno se je zgodilo? Imela je operacijo, to je ordinacija za plastično kirurgijo. In je nestabilna, ima napade. In 7 dni kasneje je bila Hillary Brown mrtva. Preiskovalci pravijo, da je Hillary Brown bila na več posegih. Popravek brezgotine na trebuhu, liposukcijo rok, injekcije v usnice, lasersko zdravljenje okoli oči. Priče so povedale, da je bila večino časa budna in se pogovarjala. Celo sama si je pomagala pripraviti infuzijske vrečke, nato pa je šlo pri posegu nekaj narobe. Priče so povedale, da je začela imeti krče. Osebje je vprašalo dr. Browna, ali naj pokličejo 112. On pa jim je rekel, naj počakajo. In nikoli več ni prišla k zavesti. Samo da vas obvestim, predvidevam. Ne vidim razloga za več zdaj, ampak v bistvu smo dobili klic zaradi nujne medicinske pomoči v zdravniški ordinaciji tukaj v Navare, kjer je, plastični kirurg opravljal poseg na svoji ženi. In potem so nam povedali, da je doživela srčni zastoj. Mislim, da bo Sevilja samo zbrala vsa njihova imena in naredila hiter pregled informacij za vsak slučaj, če se kaj vrne, kjer bi kdo rekel, da jo je poskušal ubiti. Veš, kako je. Več mesecev kasneje je zdravnica Brown obtožena uboja zaradi malomarnosti, potem ko je izvedenec za sodno medicino ugotovil, da je Hillary Brown umrla zaradi zapletov zaradi zastrupitve z lidokainom. Vendar obramba trdi, da izvedencu za sodno medicino ne bi smeli dovoliti pričati, da je zastrupitev z lidokainom povzročila smrt Hillary Brown, saj naj ne bi bila usposobljena za takšno ugotovitev. Obramba je vložila predlog, s katerim je sodnika prosila, naj omeji ta del njenega pričanja. In ta teden je sodnik obravnaval predlog obrambe. Doktorica Diana Oleski je stopila na prostor za priče in med zaslišanjem je priznala, da ni kliničarka ali toksikologinja. Toksičnost lidokaina je klinična diagnoza. Nisem kliničarka? Ne, gospod. Pravilno. Nikoli ne bi prisegla, da sem strokovnjakinja kot toksikologinja. Nisem določila, katera koncentracija je bila uporabljena. Nisem imela pojma, kakšno odstotno jakost lidokaina je imel dr. Brown v svoji ordinaciji. Poskušala sem razlikovati med nečim, kar bi vzeli neposredno iz viale, 1 ali 2% raztopino, v primerjavi z nečim, kar je pripravljeno kot tumescentna raztopina. In samo da bo jasno, naj to malo razjasnimo. Snov iz viale, kot si rekel, je lahko 1%, lahko je 2%. In ali ste preverili, ali je to standardna koncentracija lidokaina, ko je dostavljen v teh vialah? Sem preverila in ja, 1% ali 2%? Sta najpogostejši koncentraciji. Toksikologija je področje, ki preučuje toksine in zdravila.
In njihov učinek na telo. Lahko, ja. No, mislim, to je celoten namen toksikologije, ne? Da ugotovimo, kaj bo neko zdravilo ali snov naredila telesu. Ne? Lahko tudi ugotovijo, za katero kemikalijo gre, naprimer, zunaj telesa. In bi priznali, da bi bil toksikolog bolj seznanjen in na tekočem glede takšnih zadev, kot so razkolovni čas in učinek določenih toksinov na telo, bolj kot vi. Verjamem, da imajo boljše razumevanje zaradi svoje specializacije, ja, kako lahko določena zdravila medsebojno vplivajo. Tožilstvo je odgovorilo, da dr. Oleski ni pričala kot toksikologinja. Pričala je kot mrliška oglednica, ki je z vsemi razpoložljivimi informacijami določila vzrok smrti Hillary Brown. A obramba je vztrajala. Želeli so vedeti, od kod je dobila svoje informacije, še posebej trditev, da je bila uporabljena nerazrečena lidokain. Od kod ste dobili to informacijo, da je bila, citiram, nerazrečena? To informacijo sem prejela kot del preiskave organov pregona v njihovem razgovoru s pričami. Ste kaj od tega dobili iz kakršnekoli medicinskih zapisov? Nisem. Ali ste dejansko dobili ali pregledali medicinsko dokumentacijo, iz katere bi izhajalo, da velja nasprotno, da ni bila uporabljena ali aplicirana nerazrečena lidokain? Ste pregledali celotno medicinsko dokumentacijo, kaj ne? Sem, ja. In v tem pregledu ste vključili tudi njegove klinične zapiske, kaj ne? Pravilno. In samo da bo jasno, klinična dokumentacija, klinični zapiski zdravnika so bili precej popolni, kaj ne? Ko sem jih končno dobila, so bili narejeni po običajnih standardih oskrbe, kot sem jih vajena. Prav. In vključujejo vse, kar je dal, količino zdravil, ki jih je dal prej, količino iksilokate razrečila, ki ga je uporabljal med posegi, vse, kar bi običajno videli v kliničnih zapiskih. Ne? Da. In na teh fotografijah kode ni ničesar, kar bi nakazovalo kakršnokoli raven nerazrečenega lidokaina, kaj ne? Ne spomnim se, da bi v njegovih zapiskih bilo karkoli, kjer bi med zdravili, ki jih je dal njej, omenil nerazrečeno ali razrečeno. Obramba je vprašala tudi o odvzemu krvi za določitev ravni lidokaina v bolnišnici in ali je doktorica Oleski vedela, kakšen je bil ta rezultat. In tam so se stvari hitro zaostrile. Torej, veste iz medicinske dokumentacije, da je bila določena raven v krvi lidokaina odvzeta pri pacientu, drži? V bolnišnici so odvzeli vzorec za določitev ravni lidokaina. Da. Odkod je prišel? Kaj naj bi prišlo odkot? Kaj, očesna tekočina, steklovina? Upam, da je bila to očesna tekočina pri živi osebi, ampak verjamem, da je prišla iz krvi. Ne vem, ali je bila to periferna kri ali centralni arterijski odvzem. Ja, in kolikšna. Je bila raven. Ne spomnim se, trenutno nimam tega pred seboj. Če bi rekel, da je bila 3,4, bi temu oporekal. Bila je dovolj visoka, da je povzročila napade in klinične simptome zastrupitve z lidokainom. Vem, da je to tvoja ugotovitev, ampak to ni bilo moje vprašanje, kaj ne? To je bil moj odgovor. Na podlagi vaših izkušenj kot zdravnik in ker ste to že nekaj časa spremljali, ste to počeli dolgo časa. Neodgovorno je iti nazaj in preračunavati. Počakaj, človek. Oprosti. Gospod, Warren. Bodite previdni, kako postavljate vprašanja. Stopnjujete napetost v tem pogovoru. Človek, pazi, da tega ne storiš in se ne opravičujem. Opravičujem se. Obramba je imela tukaj še en argument in ta je zelo pomemben. Obravnavali so tudi nekaj drugega, ločeno zaslišanje floridskega ministrstva za zdravje, ki se je nanašalo na zdravniško licenco dr. Browna. Po navedbah predloga obrambe je na tem zaslišanju strokovnjak za toksikologijo, dr. Christopher Borgert, pričal, da lidokain ni bil vzrok za Hillaryno smrt. In po navedbah obrambe je uradna oseba, ki je vodila obravnavo, njegovo pričanje ocenil kot verodostojno, ministrstvo pa je kasneje umaknilo toksičnost lidokaina kot razlog za disciplinski postopek proti licenci dr. Browna. Torej je argument obrambe ta, da če se ministrstvo za zdravje ni zanašalo na to teorijo, zakaj bi se potem nanjo zanašala kazenska porota?
Odvetnik Browna je nato poklical dr. Christopherja Borgerta k pričanju, istega farmakologa in toksikologa, ki je pričal tudi v primeru Ministrstva za zdravje. In to je povedal. Doktoriral sem iz medicinskih znanosti na Univerzi Floride na oddelku za farmakologijo in okoljsko terapevtiko. Nato sem opravil podoktorsko izpopolnjevanje iz toksikologije na Univerzi Floride v Centru za okoljsko in človeško toksikologijo. V vsakem objavljenem primeru se ravni zvišujejo, še vedno naraščajo. Narisal vam bom to nazaj, tako da bo za vas še vedno naraščalo, da boste lahko o tem razmišljali od leve proti desni v vašem kontekstu. Še vedno narašča po 6 urah. V nobenem primeru raven ni višja na prejšnji časovni točki. To je en scenarij. Ta scenarij bi torej napovedal, da bi bila Hillary Brown precej pod 5, kar je splošno sprejeto, tudi če upoštevamo občutljive posameznike, pod 5 nanogramov na mililiter je znotraj terapevtskega območja. Nad 1,5 nanograma na mililiter do 5 je netoksično. In opravičujem se, ker sem šel tako v podrobnosti, ampak kaj? Kar poskušam povedati je, da njena metodologija tega ni uspela narediti. Ni uspela razčleniti teh različnih scenarijev in reči v redu, v enem scenariju katere informacije. Veste, kaj nam pove tista številka 3,4? Če ni predstavila teh scenarijev in jih nato sistematično ovrednotila, da bi ugotovila, kateri ima smisel. Namesto tega je uporabila klinično diagnozo in nato izbirala različna dejstva, da bi jih nekako prilagodila določeni zgodbi. Po urah pričanja je sodnica sprejela odločitev. Ona je naša glavna sodna zdravnica, to je že več let, ima ustrezno izobrazbo. Mislim, da je bilo 13 let, če se prav spomnim, usposabljanja za mrliško oglednico oziroma forenzično patologinjo. Opravila je tudi več kot 2000 obdukcij. Konec koncev verjamem, da je današnje pričanje pokazalo, da je dr. Leski imel dovolj dejstev in podatkov. Njena načela in metode, s katerimi je prišla do svojega zaključka, so zanesljivi in te principe ter metode je zanesljivo uporabila. Porota bo morala odločiti, kateremu od dveh strokovnjakov bo verjela. Mislim, da obstajajo 3 možni scenariji. Ena možnost je, da v resnici ni nepravilno uporabil ničesar. To je mogoče. Druga možnost je po nesreči nekaj napačno apliciral in tega ni opazil, zato resnično verjame, da je to naredil pravilno. Tako bi medicinska dokumentacija kazala, da je to apliciral pravilno. Ali pa moramo upoštevati dejstvo, da so ti zapisi, čeprav so medicinski zapisi, ne vem, če jim lahko pripišemo enako zanesljivost kot medicinskim zapisom zdravnikov, ki niso hkrati tudi obtoženci. Torej obstaja še tretja možnost. Da je spoznal svojo napako, vendar je ni zabeležil v medicinsko dokumentacijo. Torej, vse to ugotavljam, da je treba predlog zavrniti. Poroti je treba dovoliti, da sliši razlago doktorice Oleski o tem, kaj je storila in do kakšnih zaključkov je prišla. Prav tako pa mora porota slišati tudi obrambno stran, zakaj menijo, da je ta zaključek napačen. To pomeni, da lahko zdravnica sodne medicine pričuje o vseh svojih ugotovitvah. Toda do trenutka, ko bo primer dejansko prišel pred poroto, lahko še mine nekaj časa. Sodnica je tudi odredila, da se datum sojenja prestavi, nov datum pa bo določen oktobra. A vprašanje ostaja, ali je dr. Brown res ubil svojo ženo, ali pa tožilstvo vztraja pri teoriji, ki ne zdrži. Zato želim vključiti Johna Deja. Je odvetnik za kazensko obrambo v zvezni državi Nova Mehika. Že prej je delal na zapletenih medicinskih primerih. Sicer pa zelo dober človek. John, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Kakšno je vaše mnenje o tem, da je tožilstvu po tem burnem zaslišanju dovoljeno na sojenju predstaviti mnenje o toksičnosti lidokaina? Hvala, ker ste me povabili, Anja Net Levi.
Torej, veste, včasih, če ste tožilci, bodite previdni, kaj si želite. Ker sodnik dovoljuje pričanje te, po mnenju mnogih ljudi, nekoliko vprašljive zdravnice sodne medicine, to ni nujno poraz za obrambo. Zdaj lahko izpodbijajo zdravnico sodne medicine glede njenega pričanja, glede dejstva, da ni toksikologinja in glede dejstva, da obstaja toksikolog, ki v bistvu nasprotuje temu, kar ona trdi. Mislim, to je kot da bi obrambi podaril božično darilo. Na nek način, ker imajo veliko stvari, ki jih lahko izpostavijo pred poroto in jim bodo šle v prid. O tem, kako natančno je zdravnica sodne medicine prišla do svojega zaključka, katere informacije je zavrnila, zakaj jih je zavrnila in kakšne so njene kvalifikacije. Če kot odvetnik obrambe skušate pred poroto vzbuditi razumni dvom, je to darilo. Zato tega ne vidim nujno kot slabo stvar, če ste na strani obrambe. To je res zanimivo. In veste, pokrila sem že dovolj kazenskih primerov na sojenjih. Zastopali ste že dovolj obtožencev, da veste, da lahko zdravnik sodne medicine ali mrliški oglednik vzame vse razpoložljive informacije, ki so mu predstavljene, in na podlagi tega sprejme odločitev o vzroku smrti. Kar se mi zdi tako zanimivo, je, da je Ministrstvo za zdravje preučilo vprašanje toksičnosti lidokaina in reklo, no, tega ne bomo uporabili kot podlago za sankcioniranje ali ukrepanje glede njegove licence, ker menimo, da to ni utemeljeno. Zato sem nekoliko zmedena, kako lahko ljudje, medicinski strokovnjaki na strani Ministrstva za zdravje, to vidijo in rečejo, da ne verjamejo, da je to bil del vzroka njene smrti. Ampak potem patolog, zdravnik sodne medicine, pravi, da to je bil del vzroka njene smrti. Vem, da imajo lahko zdravniki različna mnenja. To se dogaja ves čas, ampak zdi se mi zelo tvegano. No, poglejmo to z širše perspektive. Če si obramba, rečeš, v redu, kdo vodi tožbo? Država Florida? Kaj pa Ministrstvo za zdravje Zvezne države Floride? In kaj pravijo? Poroti rečeš, imate državo Florida, pa se ne morejo odločiti. Imate dva oddelka, tožilstvo in Ministrstvo za zdravje, in si nasprotujeta. Ali lahko obsodite tega obtoženca na podlagi dejstva, da država Florida očitno ne ve, kaj počne? Mislim, to je argument, ki bi ga lahko uporabili pred poroto v zaključni besedi. Mislim, želite poudariti, da bi pričakovali, da bo tožilstvo imelo vse urejeno. Veliko vprašanje je, zakaj so sploh šli po tej poti, zakaj tega niso predvideli in zakaj smo sploh na tej točki. Če ste tožilec, morate biti malo rdeč v obraz, malo v zadregi, ker niste načrtovali vnaprej ali razmišljali, kako bo obramba to izpeljala. Ampak poroti poveste, država ne ve, ne morejo se odločiti, ne morejo vam povedati ne enega, ne drugega. Zakaj bi torej obsodili? No, in to res izgleda, kot da vzbujate nekaj razumnega dvoma tukaj. Vendar pa imamo še vedno vse te druge zelo obremenilna dejstva za doktorja Bena Browna. Mislim, njegova žena je bila v njegovi ordinaciji in si pripravljala stvari za lastne posege. Posege ji je izvajal njen mož. Morda to ni nenavadno, ampak zdi se, je to nekaj, česar verjetno ne bi smel početi. Imate vse te druge ljudi, ki so tam delali in bodo morda pričali, da tudi meni se to ni zdelo ravno v redu, veste, in hoteli smo poklicati 112, pa nam je rekel, naj počakamo, ker ima vse pod nadzorom. Tako je veliko izjemno slabih dejstev, ki govorijo proti doktorju Brownu, ker je njegova žena imela napade in krče, on pa ni dovolil ljudem, ki delajo z njim ali za njega, da pokličejo 112. Prav, in spet, če odstranite del o toksikologiji, kot ste rekli, je še vedno veliko slabih dejstev. To ni stvar, na kateri bo temeljil ta primer, ampak je del tega. In to je en del, na katerega se lahko obramba opre. V tem primeru ima odlično obrambno ekipo, vendar je to le en del. In obstaja še veliko drugih stvari, s katerimi se morajo spopasti, veliko drugih stvari, ki so v prid tožilstvu. Tako da tudi brez vprašanja toksikologije pred poroto si lahko še vedno ugledajo preostalo. In rečejo, ja, mislim, to mi smo mi. Vržamemo temu, kar pravi tožilstvo, glede dejanj ali nedelovanja zdravnika, moža, ki, mimogrede, misliš, da boš, ko je tvoja žena na mizi, še posebej pazil pri tem, kar počneš. Tako da ja, tudi brez toksikologije je dovolj drugih stvari, ki jih lahko porota uporabi za obsodbo.
Če pa si obramba, moraš izkoristiti to, kar imaš, vzpostaviti neko razumno dvom in trditi, da na podlagi tega ne moreš obsoditi tega človeka. Nimaš niti zanesljivega vzroka smrti in obstaja nesoglasje. Zato mora obramba izkoristiti, kar lahko, in to v tem primeru tudi počnejo. Vsekakor je tako in imaš prav. Ima res dobro obrambno ekipo. Mark O'Mara je znan odvetnik za kazensko pravo z Floride. Zastopal je Georgea Zimmermana v primeru Trayvona Martina. Vodil je še veliko drugih odmevnih primerov. Je zelo dober odvetnik. A na koncu imamo še vedno žensko, ki je prestajala številne posege v ordinaciji svojega moža in je kasneje umrla. In veste, tudi jaz se sprašujem, ali bodo šli v smer, da bi jo lahko rešili. Vendar se je nekaj zgodilo. Nekaj se je zgodilo v bolnišnici. Mislim, kdo ve, kaj bodo rekli, veste, ker je tu še cel drug del zgodbe, kjer je bila v bolnišnici 7 dni in bila je praktično na aparatih za ohranjanje življenja ter prejemala zdravljenje. Tako da mislim, da je tudi to vprašanje v tem primeru. Ja, veliko vmesnih dejanj, na katera bo obramba opozorila. Mislim, to ni, čeprav ima tožilstvo nekaj dobrih dejstev, ni, veste, zato gredo te primeri na sojene, ker obe strani mislita, da imata nekaj, vendar obstaja tveganje na obeh straneh. Obramba ima očitno veliko orodij v svojem arzenalu, kar zadeva kakšen drug vzrok ali prispevek ali kaj je prej jemala. In veste, ali je bila kakšna ugotovitev, kaj je zaužila pred operacijo, tukaj je veliko dejstev. Ampak če ste vi porota, o tem razmišljate, to je ista razprava, kot jo imava midva zdaj. Če ste obramba, želite, da o tem razmišljajo tudi porotniki. Želite, da razmišljajo, kateri so drugi razlogi, zaradi katerih bi se to lahko zgodilo. Ja, bilo je nekaj površnosti, ja, bilo je nekaj nepazljivosti, ampak ali je to na ravni, da lahko obsodimo to osebo? In čeprav o tem ne bi smeli razmišljati, veste, ali ta oseba zasluži iti v zapor. Porotniki tega ne bi smeli početi, pa to vseeno počnejo. Tudi jaz se sprašujem, ali bo ta primer sploh prišel na sojenje? Mislim, tožilci so očitno zelo samozavestni. Ampak se zdi, da bi lahko ta obrambna ekipa na sojenju izpostavila nekatere stvari, ki bi lahko vzbudile razumen dvom. Ja, imajo zagon. Mislim, ali imajo občutek, da napredujejo zelo hitro in da so tudi sami samozavestni. Pred poroto lahko res dobra obrambna ekipa, kot jo ima doktor, vzbudite dvome pri porotnikih in da se lahko odločijo, da ne bodo obsodili za to kaznivo dejanje uboja. Torej, veliko stvari je še vedno treba določiti. Veste, ta odločitev sodnika glede pričanja. Pričanje je en korak. In kot pravim, če ste obramba, si mislite, veste, nas ne zanima. Lahko izkoristimo pomanjkanje posebne specializacije pri zdravniku. Lahko izkoristimo dejstvo, da obstaja to nasprotje strani države glede toksičnosti, vprašanja toksikologije. Mislim, da imajo veliko tega. In če se kot odvetnik obrambe počutiš dobro, poveš svoji stranki. Veš, morda bodo ponudili sporazum, morda bodo poskušali kaj iztržiti iz tega. Nočejo, če si tožilec, nočeš izgubiti tega sojenja v tako odmevnem primeru. Torej, ja, vedno obstaja možnost, da bo prišlo do kakšnega sporazuma, ampak če si dober odvetnik obrambe, ne daješ povoda za noben dvom, dokler nimaš nečesa, kar je v najboljšem interesu tvoje stranke. Zanimivo bo videti, kako se bo ta primer razvijal. Država se zdi zelo samozavestna, ampak Mark O'Mara ima dobre rezultate. To vem. Tako da bom to pozorno spremljala. Hvala, John Day, za vaš čas. Cenim to. Hvala, lepo vas je bilo videti. Dr. Brown ostaja na prostosti o plačilu varščine, medtem ko se njegov primer prebija skozi sistem in mi bomo to spremljali za vas. To je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anjanet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.